Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici se bomo družili s snežaki, ki so se nekega dne odpravili na zimsko pustolovščino. Zelo zanimivo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Sneženi možje in izginuli nosovi. Neke noči je močno snežilo. Na strehah, drevesih in avtomobilih je bilo polno snega. Ulice in ceste so postale neprevozne. Ljudje so zjutraj hiteli odmetavati sneg s cest in ulic. Toda nič ni pomagalo. Tako veliko ga je bilo. Zato so mnogi ostali doma. Tistega dne je pouk potekal nadaljavo. Kakor hitro se je končal, so razposajeni otroci stekli ven. Uživali so na mokrem snegu, kepali so se, gradili utrdbe in igluje ter izdelovali snežake. In tako so zvečer na dvorišču neke hiše stali kar 4 sneženi možje. Ko so ljudje zaspali, se je eden od snežakov prebudil. Razgledal se je naokoli, odprl dežnik in glasno vzkliknil: Ho, 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 zima je spet tu. Hej, fantje, zbudite se. Še en snežak se je prebudil. Pretegnil se je, z nogo vtipal sneg in rekel: Zima, česa ne poveš? A smo se mogoče že kdaj rodili poleti? Glej no, čajnik imam na glavi. Bi kdo rad malo ledenega čaja? Tudi tretji se je zganil. Popravil si je vedro na glavi in rekel: Poglejte tale drobižek. Snega, da se ti zmeša, on pa tako majcen. Prava snežna kepica. Temu, ki ga je napravil, se je najbrž res mudilo. Iztegnil je metlo in z njo nežno dregnil najmanjšega snežaka. Žgečka me, kako me žgečka, je v smehu zacvilil malček. Pogledal je svoje brate in žalostno zavzdihnil. Res je bil zelo majhen. Kam so izginili otroci, ki so nas naredili? Je vprašal malček. Da jih ni odpihnil veter ali zametal sneg? Da jih niso pojedle sestradane mačke? Se je spraševal snežak s čajnikom na glavi. Neumnost. Otroci so zdaj doma. Vidite? Okna so razsvetljena, je pojasnil snežak z metuljčkom in dežnikom. Doma? Kaj pa počnejo doma? Je še naprej spraševal malček. Toda nihče od snežakov ni vedel, kaj naj bi otroci počeli doma. Sneženi možje praviloma niso preveč radovedni. Ponavadi se bojijo višine. Ampak ne tile. Tile so sklenili, da bodo malce povohljali. Hej, mali, povej, kaj vidiš? Je vprašal snežak, ki je stal čisto spodaj. Vidim otroke, ki strmijo v majhno škatlo. Kaj pa je v tej mali škatli? Ta škatla prikazuje majhne človečke, ki se z dolgimi deskami na nogah spuščajo s hriba. Športno tekmovanje je na sporedu, je pojasnil snežak s čajnikom, potem ko je s kotičkom očesa pokukal skozi okno. Kako hitro drvijo! Ne morem več, kihnil bom, jih je opozoril snežak z metuljčkom. Ači! Medtem ko so prekopicnjeni snežaki pobirali stvari raztresene po dvorišču, je malček ves čas spraševal. Kaj je to športno tekmovanje? To je igra, pri kateri športniki tekmujejo, kdo je hitrejši ali močnejši, je pojasnil snežak z metuljčkom. In to jim je všeč.
Morda pa bi bilo všeč tudi nam, je glasno razmišljal malček. Ne, ne, ne. Sneženi možje nismo športniki in se ne spuščamo po hribu navzdol, je strogo izjavil Snežak z metlo, s katero je ometal sneg okoli okna. Snežakov šport ne zanima in se le redko spuščajo po hribu navzdol. Ampak tile so bili iz drugačnega testa ali bolje rečeno snega. Na koncu dvorišča so zagledali odklenjeno drvarnico. V njej je družina hranila veliko zanimivih reči. Ko so otroci zjutraj zagledali snežake, ki so jih naredili prejšnji dan, so bili zelo presenečeni. Snežaki so bili videti strašansko utrujeni. Kmalu je na dvorišče priletela vrana. Pristala je na ramenih največjega snežaka in se previdno ozrla naokoli. Ko je videla, da nihče ne gleda, ga je kljunila v oko. "A!" je zavpil snežak in se zgrabil za oko, ki mu ga je vrana poskušala iztakniti. "O, ti nespodobnica!" je zavpil tisti, ki je stal v bližini. Z dežnikom je tako močno dregnil vrano, da je odpadlo nekaj perja. Na silnico je podil po vsem dvorišču. "Presneto, nobenega miru," se je vrnil jezen in ves prepoten. Zgrudil se je na sneg in rekel: "Počivati moram." "Dobra ideja," se je strinjal malček. In vsi so popadali na tla, da bi se odpočili. Ko so se debelušci po dolgem in sladkem spancu zbudili, je imel malček zanje pripravljenih že nekaj novih vprašanj. "Vsi otroci se zjutraj odpeljejo v mesto. Kaj počnejo tam?" "Otroci gredo v šolo, potem pa na Snežak s čajnikom se nikakor ni mogel spomniti prave besede. "Krožke. Otroci obiskujejo krožke. Vsi odrasli pa hodijo v službo," je potrpežljivo pojasnjeval Snežak z metuljčkom in dežnikom. "O, kako zanimivo! Verjetno je to prav tako zabavno kot spuščanje po hribu navzdol," je bil navdušen malček. "Kaj, če bi še mi kam odpotovali?" "Si zmešan. Sneženi možje nismo popotniki in ne potujemo po svetu," je strogo rekel Snežak z metlo. Sneženi možje res niso popotniki, ampak tile so bili iz drugačnega testa ali bolje rečeno snega. Sklenili so, da se bodo sprehodili. Ko se je stemnilo in so se ulice izpraznile, so jo mahnili v mesto. Po izletu v mesto so bili sneženi možje tako utrujeni, da so proti jutru trdno zaspali. Ko pa so se zbudili: "Kot vidim, si včeraj izgubil korenček," je eden od snežakov odregnil svojega prijatelja. "Ti pa nisi nič boljši, tudi ti si ostal brez nosu. Kako čuden si videti," se je smejal Snežak z dežnikom. Veliki Snežak si je z glave snel vedro, ga podrgnil ob strani in se zazrl v lastno podobo. Božec, res ni imel več nosu. Le najmanjšemu Snežaku je ostal nosek, toda bil je napol odgriznjen. "Presneti kradljivec nosov, da bi te sneženi plaz zasul," je rohnel Snežak s čajnikom. "Spet ta vrana, pri priči jo bomo našli in ujeli. Izpulimo ji kljun," je z metlo jezno požugal Snežak. "Poglejte, koliko stopinj je tukaj. Vrana očitno ni bila sama. Šli bomo in polovili vse tatove," je bil odločen Snežak s čajnikom. In tako so se vsi podali po sledeh. Sneženi možje niso dobri detektivi, ampak tile so bili preveč jezni, da bi stali križem rok. Meni nič, tebi nič so hodili naprej, dokler niso zagledali dolgih ušes, ki so štrlela izza grma. "Ujel sem ga, ujel sem tatu," je zakričal Snežak s čajnikom
in iz skrivališča za uhlje potegnil neznanega storilca. Snežaki so torej ujeli tatu, vendar niso vedeli, kaj naj naredijo z njim. Zajec, kje pa je vrana? Nič ne vem, se je branil ujeti zajec. Pokaži zobe, dolgoušec, je strogo rekel Snežak. Zajec ni ugovarjal, odprl je usta. Velikost zob se je ujemala z odtisom na nosu najmanjšega Snežaka. To, kar je za nekoga nos, je za drugega sočen korenček, je pojasnil v zraku viseči zajec. Spusti me, uhlje mi boš raztegnil. Dokler mi ne poveš, kam si spravil moj nos, te ne bom spustil, niti slučajno. Potem me boš držal tukaj do pomladi, dokler se ne boš stalil, je dejal zajec. Hej, ti boš meni privoščil smrt, da bi te snežni plas, se je razjezil Snežak. Daj nam nosove, pa boš odnesel celo kožo. Ne morem. Vaše korenčke so ponoči pojedli zajčki. Ničesar nimamo za podzob. Ljudje so zaklenili kleti, sneg je prekril rastline in odpadla jabolka. Ničesar ne moremo najti. Ničesar nimate za podzob, je tiho ponovil Snežak. Potem vam pa res trda prede. Spusti ga, je dejal mali Snežak in ponudil dolgoušcu ostanke svojega nosu. Tega nosu sploh ne bom pogrešal. Po zimi nič ne cveti in ne diši, zato tudi nimam nobene želje, da bi karkoli vonjal. Steci k svojim otročičkom, je rekel Snežak zajcu, potem ko ga je spustil na tla. Dvignil je čajnik in se popraskal po pleši. Toda zajec ni stekel, le povesil je uhlje in počasi odstopicljal proč. O, kako so se zajci Snežakom nenadoma zasmilili. Tako zelo, da so preiskali vse shrambe sosednjih domov. Nažalost niso nikjer našli ničesar užitnega, niti enega samega gnilega korenčka. Navadni Snežaki bi že zdavnaj obupali in ne bi storili ničesar. Toda tile so bili iz drugačnega testa, ali bolje rečeno snega. Tile niso hoteli stati križem rok, čeprav so bili brez nosov. Zato so jo spet mahnili v mestece, tokrat iskat hrano za zajce. Na poti so šli mimo nekaj velikih trgovin. V njihovih izložbah se je bohotila zelenjava, zelje, korenje, redkvice in zelena, sočna solata. Sneženi možje bi zajčkom z veseljem kupili kilogram, celo goro korenja. Vendar ga niso mogli, saj niso imeli denarja. Poklapani in utrujeni so se ustavili sredi ulice. Eden od Snežakov se je nepremišljeno naslonil na zabojnik za smeti, ta pa se je prevrnil. Snežak bi se od začudenja skoraj stalil. Iz zabojnika so se usule smeti, po tleh so se zakotalile plastenke in steklenice. Bratci, nečesa sem se domislil, je vzkliknil najmanjši Snežak, medtem ko je brskal po smeteh. Glasno je zažvižgal. Snežaki nimajo denarja in ga ne znajo zaslužiti. Toda tile 4 prebrisanci so bili iz drugačnega testa, ali bolje rečeno snega. Potem, ko je najmanjši Snežak zažvižgal, se je pred njim zbralo veliko lačnih zajcev, ptičic in drugih živalic. Pregledali so vse zabojnike, ki so jih našli. In tako so zbrali veliko praznih plastenk, steklenic in pločevink. Potem, ko so najdene reči odnesli v avtomat za zbiranje stare embalaže, so sneženi možje in zajci iz njega dobili čedno vsoto denarja. Toda kako naj kupijo korenje in zelje? Trgovine so vendar polne ljudi. Zajci so se bali vstopiti vanje. Bali so se tudi Snežaki. Vsi so le zmajevali z glavo in se niso premaknili z mesta. Jaz že ne grem v trgovino. Tam je vroče,
ledeni čaj v čajniku bi se mi preveč segrel. Je imel pomisleke veliki snežak. Nenadoma je naprej stopil najmanjši snežak. Globoko je vdihnil in glasno rekel: Sneženi možje ponavadi niso zelo pogumni. In tudi zajci ne sodijo med najpogumnejše živali na svetu. Ampak mi smo drugačni. Mi smo pogumni in ničesar nas ni strah. Zato je za nas obisk trgovine in nakupovanje mala malica. No, morda ne čisto mala malica, a ker so bili skupaj, so bili pogumnejši. Po napornem delu se je treba odpočiti in kaj prigrizniti. In tako so se snežaki skupaj z živalmi posedli v parku, da bi večerjali. Sneženi možje sicer ne jedo zelenjave, toda zajci, poljske miši, ptice in srne jo imajo radi. Nič hudega, če lačni zajci včasih kakšnemu snežaku odgriznejo nos. Snežaki rade volje zamenjajo korenje s čim drugim. Ni pomembno, kakšen nos imaš. Najpomembnejše je, kakšno imaš srce. Bravo, snežaki, za pogum ter srčnost. Res se moram strinjati, da je najpomembnejše, da smo dobrega srca. In tele snežaki so res uživali v tej zimski dogodivščini. Super! Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Zima je zajčica, v kateri boste spoznali zajčico, ki se je prav tako podala na zimsko pustolovščino, a se je izgubila. A naj vam prišepnem. Zajčico sta našla njena srčna prijatelja, tako da je bilo vse v najlepšem redu. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite dobrega srca. Pošilja vam en snežakov pozdravček. Čau, čau! Bravo, snežaki, ste pa res zabavni. A ti tudi.